Bonitetna hiša Standard & Poor je ohranila oceno Slovenije pri A-, obeti za naprej pa so stabilni. V agenciji pričakujejo napredek pri konsolidaciji javnih financ, vidijo pa stabilizacijo političnih razmer. Ocenjujejo tudi, da je država ustrezno odgovorila na težave v bankah, zato pričakujejo, da pomoč za državo ne bo potrebna. Socialni partnerji na prvi seji Ekonomsko-socialnega sveta letos govorijo o uskladitvi minimalne plače. Pri določitvi višine te plače se po veljavni zakonodaji upošteva rast cen življenjskih potrebščin, lahko pa tudi gibanje plač, gospodarske razmere in gibanje zaposlenosti. Glede na to, da je imela Slovenija decembra 0,7% letno inflacijo, bi morali letos zvišati minimalno plačo za okoli 5,5 € na 789 € bruto. Na seji naj bi proučili tudi osnutek sprememb načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za lani in letos. Izredni nadzor nad Direktoratom za promet in Agencijo za varnost prometa zaradi afere Avtošole je pokazal, da agencija v letih 2011 in 2012 ni opravljala strokovnih nadzorov, prav tako ni opravljal strokovnih nadzorov Direktorat za promet, čeprav je za to imel zakonsko podlago. 4 šole vožnje pa so že ostale brez pooblastil. Odbor za finance in monetarno politiko na nujni seji obravnava zahtevo za presojo ustavnosti zakona o davku na nepremičnine, ki jo je vložila skupina poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom iz SDS-a. Poslanci menijo, da gre za čezmeren poseg v pravico do zasebne lastnine ter za neenako in nesorazmerno obravnavo lastnikov z vidika davčnih stopenj in davčne osnove. Med argumenti navajajo tudi krnitev svobode veroizpovedi in odsotnost učinkovitega pravnega sredstva. Vlada in zakonodajno-pravna služba parlamenta menita, da zahteva ni utemeljena in da zakon ni v neskladju z ustavo. Obseg gradbenih del v območju evra se je novembra glede na oktober znižal za 0,6%, obseg del v Uniji pa za 1,1%. Na letni ravni je v območju evra upadel za 1,7%, v EU pa za 1,6%. Slovenija je beležila najvišjo rast in sicer na mesečni ravni za 9,6%, na letni ravni pa za 30,7%. Po včerajšnjem opozorilu Agencije za okolje in prostor, ki so ga zaradi močnega vetra izdali za severovzhodni del Slovenije, so ponoči sunki vetra ponekod presegali celo hitrost 70 km/h. V občini Hoče - Slivnica je močan veter podrl daljnovod, zato so morali posredovati gasilci. Prebivalci Podlehnika pa so bili nekaj ur brez elektrike. Pristojne službe so okvaro do jutra odpravile. V Žetalah je veter odkril streho gospodarskega poslopja. Rumeni alarm so izdali tudi za jutrišnji dan. Oblačno bo manj nad Štajersko, padavine se bodo pojavljale le še na zahodu in ponekod v osrednji Sloveniji. Snežilo bo med 1200 in 1600 metri nadmorske višine. Predvsem na severovzhodu bo pihal jugozahodnik. V nedeljo se bo dež spet okrepil in popoldne širil proti vzhodu. Ob morju bo pihal jugo. Še bo zelo toplo. V ponedeljek se bo postopno dež razširil nad vso državo. Danes v Dnevniku televizije Maribor. Organizacijski odbor Zlate lisice naj bi danes odločil, ali in kje bodo izpeljali tekmovanje. Nova KBM bo leto 2013 zaradi potrebnih oslabitev in rezervacij končala z izgubo, konec leta pa naj bi že beležili dobiček. Na Ptuju podirajo edini mestni sadovnjak, podrli naj bi več kot 30 000 dreves. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.